Lep pozdrav vsem skupaj. Upam, da se vidimo in slišimo seveda. Lep pozdrav tudi vam. Vse super. Dobro, vidim, da vse deluje, tako da bo najbolje, da začnem kar s predstavitvijo. Najprej bi se vam želela predstaviti. Sem Edita Pašegić, učiteljica matematike in tehnike. Učim na osnovni šoli Toneta Okrogarja Zagorje ob Savi. Torej, danes vam bom predstavila orodje Zoom, katerega uporabljam že 2 meseca. Zdaj, kako se je vse skupaj začelo? Najprej mi je kolega predlagal to orodje predvsem zaradi enostavne uporabe, plus brezplačna aplikacija. Zato sem takoj zagrabila za to priložnost in sem rekla, nič, Edita, zaplavaj. To je to, kar bo, pa bo. In točno to sem naredila. Rada bi vam povedala, da sem bila animatorka 12 let. In pri vsaki animaciji sem mogla poskrbeti za uvodno motivacijo. Torej, da sem jih pridobila z energijo. In s tem sem se tudi odločila, da bom poučevanje, online poučevanje začela preko orodja Zoom. Pri tem sem si rekla, Edita, ti želiš videti učence, želim videti, kako se počutijo, da mi dajo takojšnjo povratno informacijo in seveda, da tudi malo potelovadimo. Ja, moram vam povedati, da vsakič, ko se srečam z mojimi šestošolčki, najprej potelovadimo. To mi je super. 5 minut telovadbe, tako imenovane brain gym. Malo osnovne tehnike, 4 osnovne tehnike uporabim in potem lažje nadaljujemo s samo snovjo. Sedaj pa, kaj dejansko vam bom danes vse predstavila. Začela bom s samo registracijo. Kam greste, na kakšen način. Potem, kako se razpiše učna ura. Kako potem sam potek učne ure. In med samim potekom učne ure, kako lahko delim zaslon, kaj lahko naredim z ozadjem, ali se lahko tudi snemam, sama raba table. Torej, pri tem vam bom dala trike. Upam, da vas kaj naučim. Tisti, ki že uporabljate to orodje, mogoče bo kaj novega za vas, tako da saj vemo, vsi se učimo celo življenje. Tako da bi kar lepo začela. Preden bi karkoli, zmeraj bi vam svetovala, da uporabite torej Chrome. V Chromu meni vse deluje, tako da sedaj bom delila moj zaslon. Tako da upam, da vidite. In seveda, takoj v Google, ko vtipkate Zoom, pridete na glavno spletno stran. In pri tej glavni spletni strani si lahko pogledate vse, torej in njihove reviewje, kako so rangirani, potem na koncu tudi vse o njih si lahko preberete, potem kdo vse si, pa kam si lahko to aplikacijo tudi naložite, to vam bom tudi vse pokazala. Tako da najprej pa za vse tiste, ki nimate še računa Zooma, kar vam priporočam, je tukaj. Torej, če vidite, torej kliknete na Sign up, it's free. Ko to kliknete, vpišete, sedaj si bom jaz zmislila, torej marec, 6. marec, naprimer 66 se bom dala za mlado učiteljico in potem, ko klikneš Continue, vpišeš svojo elektronsko pošto in potem na elektronski pošti dobiš potrditev. Zdaj, tega ne bom vpisovala, kajti sem že sama vpisana. Tako da
to mislim, da bo šlo, a ne? Kar vam še želim povedati, ko ste vi vpisani, greste potem na sign in. Pri sign inu, torej vtipkate svoj mail, tukaj imam že svojega Okrogarjevega in potem še geslo in kliknemo na sign in. Odpre se nam glavna stran od Zooma, kjer imamo najprej možnost urejanja svojih podatkov. Tu imate možnost, da lahko dodate svojo sliko, lahko tudi spremenite svoj naziv. Če želite, da vaši učenci vas vidijo kot, na primer, učiteljica Edita ali karkoli drugega, jaz imam kar ime in priimek. In potem so tukaj naprej še vsi vaši podatki. Trenutno imam sama basic profil. Kaj to pomeni? Zoom je super orodje. Po 2 mesecih me še ni razočaralo. Je pa to ena omejitev, in sicer, da traja 40 minut. Če pa seveda doplačaš, potem se ti pa podaljša čas. Ampak moji učenci zmeraj dobimo zadnjih 10 minut obvestilo. Še 10 minut je do konca, tako da so že sami navajeni, učiteljica ven nas bo vrgla. Potem jaz rečem, ice break, in so že tako navajeni, da se zopet na isti način vpišejo v naše srečanje. Kako in kaj, vam bom pa tudi pokazala. Torej, če še enkrat, tukaj pri profilu si sami uredite svoje podatke, potem pa gremo tukaj na meetings, torej na naša srečanja. Predvsem vi kot novi uporabnik vam svetujem, da najprej kliknete na schedule a new meeting. Ko to kliknete, se vam odpre novo okno. Dejansko okno, kjer boste ustvarili vašo uro. In na primer, bi dala Rokus meeting. Tukaj lahko pod description, torej vpis, čisto po vaši lastni izbiri, lahko vpišete karkoli želite. Torej, res vam Zoom dopušča proste roke. In potem je tukaj kdaj, časovnico, torej lahko damo vse sami, torej ob 5:30 in da bo trajal 1 uro. Tukaj seveda je, takoj dobimo obvestilo, da je samo 40 minut zaradi mojega osnovnega paketa, bi lahko rekla. In potem imamo tukaj recurring meeting. Torej, da se naše srečanje ponavlja. Zopet, če vi želite, da imate samo recimo matematiko, zgodovino ali pa razredno uro, da imate razredno uro vsak petek, potem si lahko to določite in tudi ob katerih, kolikokrat vas bo to, torej ali boste imeli na dnevni bazi, tedenski, mesečni. Sama tega nimam. Tako da v bistvu zakaj? Ker sem vsem učencem ustanovila preglednico, v kateri je za vsak razred sem jim napisala njihove podatke in po teh podatkih se oni vpišejo. Da ne bom preveč prehitevala, torej v teh podatkih je ravno zdaj ta sledeče, torej meeting ID. Tukaj lahko se avtomatsko ustvari, jaz imam zmeraj tega vključenega, nimam svojega osebnega, in potem tudi tukaj lahko password, določite password. Sama priporočam, da vključite geslo, zdaj za starejše učence, za mlajše učence pa lahko tudi brez gesla, torej da enostavno sami pridejo v naše oziroma vaše srečanje. Potem imate tukaj veliko možnosti glede videa, ali želite, da se vas vidi, torej vi ste host, ali bodo udeleženci tudi imeli prižgane kamere. Ja, pri meni imajo vsi učenci
prižgane le tisti, ki pa imajo tehnične težave, potem imajo sklopljene, ampak meni je pomembno, da me vidijo in slišijo. Potem pa so tukaj še dodatne možnosti, torej možnosti srečanja. Kaj želimo? Ali želimo omogočiti, da se pridružijo pred nami, ali želimo, da se utišajo. Vse to je odvisno od vas, kaj vi želite. Torej, ko oni pridejo v srečanje, da so vsi na mute. Torej, da ni nekega šuma. Sama sem jih že tako, da v bistvu pridejo unmutani. Torej, jih nimam na mute, potem pa, ko pa začnemo samo snovjo, imamo na mute, tako da je mešano. Potem pa, da se omogoči čakalnica. To vam pa tudi priporočam, da si jo vklopite. Ta čakalnica omogoča to, da ko oni vpišejo vaše podatke srečanja, vas čakajo in šele lahko pride v srečanje takrat, ko jih vi potrdite. In tukaj lahko potem sledi še zadnji korak, date na save. Torej shranite. Kot vidite, se vam tu ustvari že srečanje. In tukaj jih lahko dodate to srečanje v vaš koledar, lahko na Outlook, na Yahoo, sama ga nimam, tako da in vsi podatki so zapisani. Sedaj, vi lahko najprej v bistvu tudi kopirate povabilo. Če kliknete na Copy Invitation, se vam razpišejo vsi podatki, ki so pomembni za učence. Jaz sem najprej to povabilo seveda poslala jim preko e-asistenta, lahko tudi preko elektronske pošte. Kaj je za njih pomembno? Za njih je pomembno predvsem ta povezava, torej to, kar sem sedaj označila. Preko te povezave oni kliknejo in pridejo do okenčka, kjer morajo vpisati ta meeting ID najprej, ter potem še geslo. In kako sedaj se zagotovo sprašujete, dobro, samo kako učenci vejo, da bomo preko Zooma začeli? Sama sem najprej začela stvar tako, da sem v Wordu pripravila gradivo za starše in sem kar print screen naredila od Zooma in po korakih, kako bodo učenci prišli do našega srečanja. Tako da na začetku so bile tehnične težave, ampak smo se vsi potem naučili. Ko vse to mi upravimo, lahko začnemo s srečanjem. In to je tukaj zgoraj. V desnem zgornjem kotu, torej Start. Ko kliknemo na Start, se nam odpre novo okno. Tukaj, če želite vi preko spleta, lahko preko spleta imate srečanje. Ampak glede na to, da je zame, je pa veliko bolje imeti namizno aplikacijo. Zato, če tukaj vidite spodaj, sem si v bistvu naložila aplikacijo. To v bistvu klikneš in se ti samo naloži na računalnik. In kako to izgleda? Ko se naloži, takole, sedaj bom tukaj dala prekliči. In to je v bistvu prva stran namizne aplikacije Zoom. To je vse, kar jaz v bistvu uporabljam vsak dan. In je res enostavno za uporabljati. Tudi tukaj lahko vi na novo ustvarjate vaša srečanja. Tukaj, kot vidite, so nekakšne 4 ikone. Sama uporabljam Join in Schedule. Schedule sem samo, vam lahko priznam, prvi teden uporabljala. Saj sem, ko klikneš, je na isti način, če se spomnite predhodno, kot sem na spletu ustanovila meeting. Torej, vi lahko zopet roku srečanje ali pa karkoli, se spomnite, čas določite, potem meeting ID, kot sem vam že povedala, da je avtomatski, potem video on,
še tukaj člani on. Tukaj imate še spodaj dodatne možnosti, tako kot so bile na spletu. In potem lepo damo tukaj torej pod. In kaj se nam je ustvaril? Ustvaril se nam je meeting, povabilo oziroma povabilo srečanja, katerega zopet lahko kopiramo in pošljemo našim učencem. Sedaj, ko imamo mi poslano, torej to je najprej prva ikona je naša hiša, dom, torej domača. Kot vidite, se mi je že ustvarilo tukaj kot en tak stiker. Aha, učiteljica Edita, ne pozabi, da imaš srečanje. In lahko že takoj začnem. Ampak najprej bi vam predstavila še naprej, kaj imate tukaj še možnost. Tukaj naprej še pri drugi je chat, torej klepet. Sama ga ne uporabljam oziroma uporabljam ga samo za tiste učence, ki si pa naložijo tudi to aplikacijo kot namizno aplikacijo in mi kaj napišejo. Torej tukaj imam že svoj razred, sama sem razredničarka 6A in če je karkoli, da lahko malce poklepetamo. Tukaj pod meetings, srečanje, vam pa dejansko vidite, Rokus meeting, kaj vse ste ustanovili oziroma kdaj imate srečanja. Torej, kaj je v prihajajočem, če pa še tukaj kliknete rekordat. To vam bom pa tudi še pokazala, zakaj je še velik plus za Zoom, kjer se lahko snema. In na vse zadnje še zadnja ikona, imenik. Sama jih nimam v imeniku, tako da tega ne uporabljam. Torej, če se vrnem. Pod koledar imamo lepo pod schedule, potem pa join. Ko odprete namizno aplikacijo, kliknete na join in vtipkate ID, katerega ste določili oziroma katero je bilo določeno za posamezno skupino. Tukaj vam recimo lahko pokažem del, kaj imam vse jaz, torej ker učim tehniko in tudi matematiko, dopolnilni pouk imam in vse se mi tukaj razpiše. In če grem recimo v TIT 8C, kjer je imel ustvarjen ID, dam na join. Upam, da se vidi, ko kliknem na join, je zelo pomembno, da kliknemo na join with computer audio. Takole. Sedaj mislim, da me dvojno vidite in imamo tukaj. Najprej bi vam samo to srečanje predstavila. Zmeraj, kadarkoli vas bodo učenci čakali, vas boste kliknili tukaj pod člane in tukaj boste vi imeli možnost, da jih dodate. Admit. Potem imate tukaj takoj naslednjo možnost, je klepetalnica. Pri klepetalnici lahko z desno miško si urejate. Zopet, kot sem povedala, Zoom daje veliko možnosti in lahko si date, kakšen font želite in pisavo. In tudi to lahko omogočite, kdo vse lahko klepeta. Ali samo vi, ali nihče. Tako da je zelo dobro, če napišete pozdravljeni učenci. In potem oni tukaj odgovarjajo. Kaj je še dobro, da jim tudi lahko dodate dokumente. Tako da oni lahko iz klepetalnice sebi shranijo. Torej, poleg klepetalnice, če se sedaj vrnem na začetek. Pri meni so na začetku učenci zelo rekli, joj, učiteljica, ne slišimo vas. Torej, pomembno je, da tukaj res učence opozorite na to, da morajo vključiti ta turn on audio, torej turn audio on. In predvsem na to, da bo ta mikrofon vklopljen. Tukaj tudi kamera, da bo za njih vklopljena. Ko smo že pri kameri, meni najboljša, kar je, da si lahko učitelji ustvarite svoje ozadje.
kliknete na izbiro virtualnega ozadja in tukaj vidite, da imam že kar nekaj ozadij, malo sem jih že izbrisala. Če se spomnite za mojo uvodno predstavitev, torej tukaj, torej to je super stvar. Zakaj? Večkrat se zgodi, da mi učitelji imamo same papirje tam in ne želimo, da vidijo učenci ravno, kaj se dogaja v našem stanovanju. Saj veste, vsem pri nas, vseh učiteljih je bilo zelo noro stanje in predvsem zaradi tega, ko sem pa to ugotovila, da obstaja, sem bila pa presrečna in vsakič, ko se srečam z učenci, menjam. Malce sem v travi ali sem v vesolju, vi tudi sami tukaj imate možnost, da dodate. Kaj pa je pomembno tudi? Če vi kliknete I have a green screen, poglejte, kaj se zgodi. Torej, vas ni, oziroma ena aplikacija čudno. Tako da poskrbite, da boste to odkljukali in da imate samo to kljukano. To seveda je spet po vaši želji, če želite to imeti. Meni so učenci povedali, da jim je super. Saj imajo tako občutek, da so nekje drugje in tako so si tudi oni sami začeli ustvarjati svoje ozadje. Malo zabave pa tudi mora biti. Torej, tukaj pri kameri smo in kar je pa Zoom nazadnje zelo dobro poskrbel, je pa sama zaščita. Torej, vi tukaj lahko poskrbite, da se to srečanje zaklene. To pomeni, da nihče drug več ne more vstopati. Moje izkušnje so predvsem takšne, da tega ne uporabljam, saj imam geslo in tudi vsi imajo navodilo, že vnaprej je bilo navodilo, da vstopajo z imenom in priimkom, tako da jih prepoznam. Na začetku je Zoom imel težave glede same varnosti, ampak so zelo nadgradili svoj sistem in kot sem vam že povedala, sem zadovoljna, super zadovoljna uporabnica tega orodja. Torej, tukaj lahko sami vi izberete, kaj želite, da omogočite čakalnico, da jim dovolite učencem, kaj zdaj vi želite, da dovolite učencem, torej, da delijo zaslon, da se lahko preimenujejo. Torej, vse te možnosti, ki jih tukaj vidite, so omogočene le v tem osnovnem paketu. Bi pa rada to povedala, da je Zoom tudi dal to možnost, da lahko šole v času te karantene oziroma našega virusa pošljejo prošnjo, da bi pa radi podaljšali čas. Jaz sem trenutno poslala jim prošnjo, ampak še zmeraj čakam na odobritev, tako da upam, da bo, če ne pa, kot sem vam že povedala, po 40 minutah moji učenci se zopet vrnejo nazaj, tako da so navajeni in tudi njim paše, ustreza jim ta ice break. In če gremo naprej na ta zelo pomembno, torej zelena share screen. To je pa ena izmed super stvari, ki me jih je pa res navdušilo, je pa tabla. Torej, preden odprem tablo, vi imate tukaj več možnosti, kaj lahko delite. Torej, lahko delite vaše ozadje, torej kakšen posnetek, tukaj tudi nasvet. Zmeraj, ko imate, če jim želite pokazati karkoli na YouTubu, jaz sama recimo najprej Chrome odprem, pripravim si YouTube posnetek in se mi takoj, ko delim, se mi že prikaže YouTube. Tako da mi ni potrebno iskati med okenci, pa tudi, da učenci ravno ne vidijo vsega, kaj sem že predhodno preiskala. Torej, tabla. To je vse pod to osnovno. Torej, tabla, ko na tablo kliknemo, torej damo na share, se nam pokaže bela tabla. Tablo, katero lahko tudi vi
povečate, torej karkoli. Torej tukaj najprej to našo orodno vrstico lahko kamorkoli postavite. Jaz se zmeraj najprej v levi zgornji kot, da imam čim več prostora. Potem imate tukaj možnost T, torej da pišete, torej srečanje, Zoom. In imate možnost tudi, da s prosto roko. Sama, na primer, uporabljam drsnik, torej nimam navadne miške, tako da z drsnikom in s prstom pišem. Da je tudi dobro, da mi kakšne številke malce grejo na krivo, ampak a veste tisto, kar mi je najbolj všeč, da se učitelji drug od drugega učimo. In ravno zadnjič sem bila na obisku pri kolegici, tako da hvala, Karmen, kjer mi je predlagala, Edita, ali imaš ta kuli v bistvu, ki ga lahko uporabljaš pri mobitelu, da z njim drsaš? Pa jaz kar, imam. No, potem pa delaj z njimi in ti bo veliko lažje. Tako da hvala še enkrat in tudi vam nasvet. Če imate torej laptop, s tem si res lahko olajšate delo. Sicer pa je res, prstki pa tudi veliko zmorejo. Torej, tukaj, ko greste, imate veliko možnosti, kaj lahko vse ustvarjate. Torej, od samih likov, potem puščic, zopet odvisno od tega, kaj želite prikazati. Potem imate tudi tukaj same kljukice, recimo, da je kakšen račun ali stavek, slika, da izrazite svoje mnenje. Lahko pa tudi, ko delite, lahko pokažete, dragi učenci, to je lik, pravokotnik in tako naprej. Lahko imate ta spotlight kot rdečo piko ali pa puščico, kar je v bistvu vam ljubše. Potem tukaj je radirka, kjer lahko zbrišete z enim klikom, lahko pa, če želite vse zbrisati, je pa tukaj podsmetnjak, da vse zbrišete ali karkoli oni narišejo, če jim date seveda to možnost. Torej zopet, vse je v vaših rokah, kakšne pravice želite dodeliti tudi učencem. Lahko samo vi kontrolirate zaslon, lahko jim pa date tudi možnost, da oni sami. In tukaj recimo zgoraj, če vidite, imate te možnosti, da je tukaj more. In tukaj lahko omogočiš, da oni lahko še kaj dopišejo. Potem pa imate tudi tukaj barve, tiste učiteljice oziroma učitelji, ki imate radi, da se kaj poudari. Torej sedaj, vidite, še sama, torej tukaj recimo z rdečo se kaj napiše, torej zopet z drsnikom pišem, torej tukaj lahko damo vse, da zbrišemo, tukaj, da se to dvoje poznamo. In kar mi je pa še super, je pa to, da vse, kar napišete, lahko shranite. In to se vam shrani v oblaku. Sama imam iCloud, tako da se mi v iCloudu vse to shranjuje, vam pa bi se isto v oblaku. Tukaj spodaj zelo majhna ikonca, je res slabo se vidi, lahko greste na drugo stran. Torej, kot vidite, lahko prehajate med tablo, torej levo, desno, lahko jih imate kolikor želite, če res veliko kaj napišete, rišete, tako da tabla je zame odlično orodje, še posebej, ker jo uporabljam pri dopolnilnem pouku za matematiko, pa tudi pri tehniki, vse posod, tudi za razredno uro. Potem pa tukaj lepo zgoraj, vidite, greste na Stop Share in se vrnete v vašo virtualno učilnico. Če zopet grem nazaj, kaj vi vse lahko delite? Lahko delite tudi torej le del zaslona, le glasbo ali pa s kakšne druge kamere. Sama tega nisem še nikoli uporabljala, ker načeloma res delim le tisto ali kakšen moj dokument, sam dokument, vam je pa tudi to super stvar za uporabo. Moj nasvet je predvsem ta, da
Učimo se, tudi sama se učim. Vsak dan nekaj novega ugotovim in mi je super stvar. Super stvar je pa tudi to, da lahko snemate vaše srečanje, vašo uro, ki recimo, če kakšen učenec se ne more udeležiti zaradi kakšnih tehničnih težav in kako to naredite, kliknete in se vam v levem zgornjem kotu pojavi, da se je že snemanje začelo. Ko pa želite prekiniti, lepo date stop in vidite, kaj se zgodi. V desnem zgornjem kotu vam da Zoom obvestilo, da ko boste šli iz srečanja ven, se vam bo ta posnetek shranil zopet na oblaku. Potem imam tukaj še dodatno orodje, je pa Breakout Rooms. Super zadeva. Za skupinsko delo, za razredne ure. In tukaj dejansko, ko kliknete, seveda trenutno imam nič učencev. Ko pa recimo imate 21 učencev, vi lahko sami določite, v koliko sob jih boste uvrstili. In potem kliknete na Create, jaz trenutno nimam nobenega, ampak če ste 4 sobe ustvarili, v vsako sobo se vi tudi lahko pridružite. Lahko jih tudi preimenujete, lahko pa tudi zbrišete. To je res en velik plus, še posebej zato, da zame, recimo za 6. razred, kjer jih učim kolegialnosti, torej da si pomagajo med seboj, zato uporabljam tudi to sobo. Torej, če so kakšni konflikti, da najprej rešijo med seboj, potem pa to uporabljam recimo pri razrednih urah. In na vse zadnje, če recimo ima kakšen učenec predstavitev ali da so super sodelovali, kliknem lepo na aplavz ali pa thumbs up, super ste. Torej, kot sem na začetku povedala, zelo rada vidim njihove obraze, da mi dajo takojšnjo povratno informacijo. In tudi jaz njim, torej zmeraj jim rečem, jaz vas učim in vi mene. In to je v bistvu v tej orodni vrstici vse. Pa še to, če pa vam recimo kakšen učenec sporoči, da je pozabil, kam se mora prijaviti oziroma da ne najde povezave, je rešitev tako, da greste v levi zgornji kot, kliknete na ta i in copy link. In ta kopirano povezavo lepo pošljete učencu ali preko e-asistenta ali pa preko elektronske pošte. Tukaj, ko date end, lepo imate možnost ali end meeting for all, priporočam, da najprej to. Kajti, če date samo leave meeting, pomeni, da oni sami ostanejo. Tako da sama zmer dam leave meeting, tukaj pa že lahko vidite, kako se mi shranjuje v moj iCloud. Torej, je že tukaj moj posnetek. In to je zame super. Sama recimo za četrtošolčke, petošolčke pripravljam videoposnetke. In Zoom mi je v veliko pomoč. Se posnamem, veste, kaj naredim, si izberem lepo, zopet grem na join in si grem kar v en razred, katerega sem določila, in si odprem in začnem record, snemanje. In potem, ko neha, ga lepo editiram, torej ga po svoje uredim. Tako da tudi zato je super, kajti Zoom ima tudi super zvok. Da imaš kar občutek, da si kot da si v studiu. Ampak jaz temu rečem moja virtualna učilnica. Tako da Zoom je res ratal del mene. Vsak dan ga uporabljam in na začetku so bile težave, priznam. Sama sem se učila, ne vem, kako bi kaj šlo, ampak bi pa res se rada zahvalila kolegu, ki mi je priporočil to orodje. Nisem obupala nad njim, kajti z nadgradnjo so sistem uredili super, fenomenalno za mojo uporabo. Saj tudi sama
nisem vešča tehnologije. Nikoli si nisem predstavljala, da bom 2 meseca čepela toliko pred računalnikom. Ampak Zoom je pa ta, ki mi pa olajša to delo. Olajša predvsem zaradi tega, ker lahko vidim učence vsak dan. In potem si predstavljam, kot da sem v učilnici in da jih lahko dam kakšno petko, kepico, karkoli. Sedaj bi pa vam še povedala, kje si lahko vi same dodatne nastavitve določite. Torej, če gremo samo še enkrat, da ponovimo. Pod profil vi imate tukaj vaše podatke. Pod meetings, to sama več ne uporabljam, ker imam namizno aplikacijo, katero jo vam tudi zelo priporočam. Potem so tukaj webinarji, če so. Tukaj imate tudi za vse posnetke, če je na oblaku. Kar je pa zdaj pomembno, je pa to settings, torej dodatne nastavitve. Vi si tukaj, sama sem tudi šele pred kratkim ugotovila za ta breakout rooms in sem rekla, wow, super. In tukaj lahko gremo postopoma. Torej, dejansko imate tukaj za nastavitve samega srečanja, kaj želite glede videa. Zdaj, sama ne bom nič spreminjala, ker sem si nekako že nastavila, tako kot želim. Torej, glede meeting ID-ja, potem sama, kot veste, imam tudi geslo. Tukaj potem to vas je kar dolga, imate veliko možnosti in je veliko branja, ampak da omogočite chat, jaz zmeraj rada omogočim klepet. Da jim zaklenem, ampak 5 minut ponavadi pred koncem ure jim zopet odprem. Dajte si duška, dragi moji učenci. Kar bi želela, je predvsem to, da, torej, vi si lahko glede dokumentov tudi omogočite. Torej, še enkrat, vem, da se ponavljam, ampak stvar vsakega učitelja je, kaj si bo izbral oziroma kako si bo določil nastavitve. Potem tukaj, kdo lahko kaj deli. Sama na začetku nisem vedela in so mi učenci delili svoj zaslon in sem bila popolnoma izgubljena, kaj se to dogaja, tako da postopoma res se vsak dan se lahko učite in tisti, ki recimo imate pomisleke, a bi šli v Zoom ali ne, ja, pojdite, kajti res je enostaven za uporabo in vsak dan se lahko kaj novega naučite. Torej, tukaj, če sami nimate tega vklopljenega, potem tudi zaradi tega nimate možnosti, recimo za belo tablo, ki je več kot odličen pripomoček. Tudi to sem vam želela, torej kaj želim, torej sobe, ločene sobe, kjer jih lepo razporedimo naše učence, da podiskutirajo karkoli, tako da to je to. Raziskujem zmeraj orodje Zoom. Vsak dan se kaj naučim. Tako da upam, da sem tudi vas. Glede samega, torej Zooma, bi vam še to povedala. Glede cene. Na začetku sem povedala, je brezplačen. Zato me je tudi to pritegnilo. Tukaj, če kliknemo na to stran, torej tukaj vidimo, da je brezplačen. Če pa želimo, so pa tukaj še dodatna doplačila. Glede na to, da imam sama dopolnilni pouk 1:1, imam neomejen čas. Ko pa se pridruži tretji član, takrat se pa začne 40-minutna omejitev. In še to, takoj, ko se vi vključite v meeting, se že začne čas teči, torej 40 minut. To sem sama na začetku nisem vedela in sem rekla, pa saj sem jih šele začela sprejemati, ne vem, na primer 10 do 10 sem prišla in že ob 10:30 mi je že vrglo ven. Potem sem pa ugotovila, torej takoj, ko se joinate, vključite, je to. Sedaj pa bom pogledala, če so še kakšna dodatna vprašanja, da vam lahko kaj odgovorim.
kako gredo še enkrat notri na isti način, kot so prvotno. Torej, oni imajo svoj ID, s tem ID-jem vtipkajo in geslo in samo join meeting. Torej, glede na to, ko delite zaslon, imate zgoraj možnost, torej to vam lahko zdaj pokažem. Torej tukaj, potem imate share screen, recimo damo share. In tukaj imate zdaj vi te možnosti, kaj lahko naredite, kaj želite, a jim želite onemogočiti. In to lahko tisti, ki me sprašujete, da vam ne rišejo ali karkoli, da vam ne vdirajo v vašo predstavitev. Tako, bom kar še pogledala, kaj je še naprej, kakšno vprašanje. Kako ugotoviš, kdo ti piše po tabli? Sem ugotovila, da sem kar v temi, se opravičujem. Kako ugotoviš, je predvsem v tem, da se okenček osvetli. Dobro, da ste me to vprašali. Torej, vi lahko, ko pridejo učenci, se vam ponavadi zmeraj samo, ker vi načeloma zmeraj mi več govorimo, in potem so tukaj v orodni vrstici torej razporejeni učenci. V desnem zgornjem kotu boste imeli možnost Gallery View in to kliknete. In ko boste to kliknili, boste imeli kot zaslonček, televizorček, in vsak učenec, ki bo spregovoril, se bo lepo ob roba te slike naredila in tako boste vedeli, kdo govori. Tudi recimo, ko jih imate unmutane, torej odtišane, to pomeni, da vi govorite in vemo, zmeraj so nekakšni šumi v ozadju, ptički, karkoli, potem se vam že zasveti in lepo enostavno, torej, kot sem vam tukaj povedala, torej, vi imate tukaj možnost na mute in imate tudi tukaj na more, ko kliknete na učenca, kaj lahko z njim vse naredite. Torej, da mu tudi onemogočite, pri meni jim je bilo recimo zelo zabavno, da so se preimenovali Superman, ne vem kaj še vse, tako da, ko sem jim to onemogočila, niso mogli več. Ampak svetujem, da preden pridejo notri, da vsi so vklopljeni, ampak potem pa, ko vi začnete govoriti, jih lepo date na mute, tam, kjer so šundri. Sama pa tudi to svetujem. Jaz sem zmeraj svojim učencem povedala, če pride mami pa reče, joj, izvoli, lačen si, banana, jagode, samo izklopite zvočnik oziroma mikrofon. Razumem, vsi mi smo ženi, pa potrebujemo kaj, to je zdaj drugačna šola. Tako da, in so se tudi moji, na začetku je bilo potrebno seveda pravila določiti. Ampak potem se pa sčasoma kar navadijo. Rekli ste, 1 na 1 ni omejen čas. Torej, glede časa. Torej, jaz, ko imam 1 na 1, imam neomejen čas. Torej, tukaj mi nič ni omejeno. Upam, da sem to odgovorila. Torej, ko vstopim, počakam na svojo učenko, tudi če čakam 20 minut, pol ure, torej, če ona po 30 minutah pride učenka, potem jo sprejmem in lepo nadaljujeva neomejeno. Če bi se pa priključil v to najino srečanje še ena učenka, potem bi se mi pa dejansko že po 10 minutah bi mi Zoom dal obvestilo, 10 minut je še do konca. Tudi to je dobro. Zoom vam zmeraj da obvestilo, torej je takšno rdeče in vam lepo napiše in začne odštevati čas. Torej, koliko časa ima še.
Zdaj bi rada še preverila, upam, kako pokazati svoj, seveda. Tukaj, kot sem vam najprej svetovala, jaz sama, recimo, ko imam PowerPoint, najprej ga že odprem na svojem namizju. In potem, ko delim, torej, še zmeraj sem v mojem srečanju, lahko vam recimo vam bom pokazala kar konkretno. Samo trenutek, torej, ne. A vidite, zmeraj se lahko kaj novega naučimo. Torej, zdaj upam, da mi bo odprlo. Okej, torej recimo današnja moja predstavitev. Jaz sem v Zoomu, govorim z učenci in potem kliknem na Share in dejansko se mi a vidite, že odpre ta stran in jaz lahko že shaream. In je to. Upam, da bo šlo. Torej, še enkrat, ko delite, se vam odpre med vsemi temi opcijami, kaj imate vse odprto v ozadju. Tako da tukaj bom končala zopet srečanje za vse in se zopet vrnila k vam, da vidim, če je še kakšno vprašanje. Torej, največ udeležencev je lahko do 100. Hvala Bogu, mi učitelji nimamo toliko učencev, tako da jaz jih imam 20, sicer ker učim tehniko, jih imam razdeljene v skupinah, brez skrbi. Če ste učitelji, vse bo to zmoglo. Torej, sem organizirala recimo roditeljski sestanek preko Zooma. Ali se lahko shranjuje? Ja, zdaj mislim, da shrani se v oblak, torej sama imam iCloud, zato avtomatsko se mi shranjuje v iCloud. Tako da upam, da vam ne bom napačno odgovorila, ampak se pa shranjuje v oblaku. Ne moreš sam, torej od tega ni odvisno, torej da bi mi lahko določili, da se posnetek shrani v računalnik, torej ga dejansko potem preneseš z oblaka na računalnik. Kvaliteta zvoka in slike po mojih izkušnjah je super. Kot sem že prej omenila, kdaj se prav počutim, ko se poslušam, saj sem kot v studiu. Tudi ni bilo nikoli, vsaj z moje strani, težave z zvokom. Je pa res, da vsi mi imamo drugačno to internetno povezavo in tudi od tega je zelo odvisno. Če vam recimo učenci rečejo, da imajo težave, jim rečete, naj grejo zopet ven iz naše učilnice in naj se zopet na enak način prijavijo. Torej, pisalo priklopite na takšen način, ko vi delite, torej upam, da je to mišljeno glede table, da vklopite pisalo. Torej, če gremo zopet notri v moje srečanje, torej vi imate veliko opcij, torej ko delite, imate tukaj pisala. Sicer, če pa imate kakšen dokument v PDF-ju, je pa že sam PDF omogoči pisalo v svojem dokumentu, ki ga lahko uporabite. Tako da ja, tabla, če nisem slučajno povedala, se vam pa tudi shranjuje v oblaku. Bom kar pustila to odprto, če bo še kakšno vprašanje, da se vrnem. Torej, ali imajo vedno ista gesla? Ja, moji učenci imajo že mi smo začeli 23. marca, če se ne motim, prvi teden izredni dopust, ki je zelo prav prišel, da sem se lahko sploh pripravila. In jaz sem jim v svojem dokumentu preko Driva sem jim pripravila tabelo 6A, 6B, 7A, BC, 8A, BC in za vsakega sem zapisala ID in geslo. Tako da so vedno ista.
Učenci lahko pišejo po tabli, ampak le, če jim vi to dovolite. Torej, to je tista možnost, ki sem vam pokazala, da date na disable, torej onemogočite, da karkoli pišejo. Lahko jim pa, če pa imate, da jim omogočite, potem pa lahko pišejo poleg vas. Lahko tudi istočasno. Sicer sama imam takšne izkušnje, da že vejo, da najprej, ko jaz pišem, potem pa sami zelo redko, da moji učenci pišejo, kajti imamo takšno navado, recimo za matematiko edino. Pri tehniki pa malo drugačen sistem. Torej, vse je odvisno od vas, kaj vi želite. Ja, preko Zooma sem tudi ocenjevala. Torej, vemo, da zdaj imamo veliko orodij. Sama res nisem ravno tehnološki tip, ampak toliko orodij je, zahvaljujoč tudi kolegu, ki je imel predstavitev za GoFormative, jim preko Zooma sem jim predstavila to orodje, ampak je pa tudi ustni zagovor. Najprej sem se dogovorila s starši, če imamo lahko ustno spraševanje preko Zooma, so mi odobrili. Predhodno sem seznanila tudi našo ravnateljico s samim načinom in so bili tako tudi uspešno ocenjeni. Seveda se dogovorimo zmeraj 1:1. To govorim za popravljanje negativnih ocen. Tisti učenci, ki so v različnih sobah, se med sobami ne slišijo in zato je to super. Poskusite, tako da sama sem se tudi najprej zelo lovila in vi tudi imate kot učitelj možnost, da vstopite v katerokoli sobo, da vidite, če dejansko delajo torej tisto, kar jim je bilo rečeno. Vi lahko delite avdio vsebino tako, torej moj nasvet je že ta, da vnaprej si odprete v Chromu, torej v brskalniku vašo stran, torej zdaj dotično ste me vprašali za to pesem in takoj, ko želite deliti, se vam bo že to okno, torej za to pesem, se vam bo že odprlo na razpolago in kliknete in je to. Še nasvet. Nikoli se ne dajte vi na mute oziroma da utišate svoj računalnik, ker potem tudi ne bodo slišali pesmi. Vse, kar vi delite, torej delite z vašim računalnikom, bi lahko rekla. Torej, ko vi ustvarite prvo srečanje, oni dobijo povezavo. Oni kliknejo na to povezavo in jih dejansko pridejo na stran, kjer vpišejo svoj ID. Torej, v tem povabilu, kot sem vam pokazala, imajo, torej, če gremo še enkrat, vam bom pokazala. No. Tukaj malo še traja. Torej, pod meetingsi, kot smo mi ustvarili, torej dejansko dobijo navodila vsa, torej to je ta copy invitation. Ko vi to kliknete, dobijo, za njih je torej najbolj pomembna ta povezava. Kliknejo in kar je njihova naloga je ta, da vpišejo ID ter geslo. In to je lahko stane zmeraj enako. Nič vam ni potrebno spreminjati. Jaz že sama od 23. marca torej nič nisem spreminjala. Sedaj upam, da sem odgovorila, da se vrnem nazaj na vprašanja. Zdaj, glede same kontrole je, kot bi vam povedala, se veste, ko smo mi v razredu in jih razdelimo, lahko jih poslušamo. Sama, recimo, grem pa v vsako sobo.
Torej, rekla sem, da to uporabljam predvsem pri razrednih urah. In ko grem v sobo, vidim, preverim, ali se pogovarjajo o dotični temi ali ne. Če ustvarjajo kakšenkoli šunder, potem imate vi tudi možnost, da jih lepo vržete ven in se vam pridružijo na vašo glavno stran. Tudi sama še nisem odkrila vseh nastavitev, kaj je vse možno delati s temi sobami. Ampak prvotno, kar delam, je to, da se pridružim v vsako sobo posebej. Torej, s pisalom telefona, torej to je tisto, kar sem vam pokazala, torej jaz sama uporabljam na laptopu, torej na podrsniku uporabljam to pisavo, še posebej pri številkah. Samo drsiš, tako kot po našem mobitelu drsimo, tako isto po drsniku. In ja, obrestuje se, tako da sem res hvaležna svoji prijateljici, ki mi je to predlagala. Torej, ali ste imeli tukaj, ko ste delili posnetek, niste slišali glasu. Torej, ste imeli vklopljen in mikrofon in tudi vaš zvočnik na samem računalniku. Samo je to dvoje. Ponavadi, če karkoli pride do takšnih tehničnih težav, jaz zmeraj potem prekinem delitev in potem znova delim. Zaenkrat sem sama delila posnetke preko YouTubea, tudi posamezne simulacije, še posebej za tehniko, in se je vse slišalo. Je pa res, da če imate kakšen PowerPoint z zvokom, je najbolje, da nič ne dotikate. Samo naj se začne, kliknete start in pustite do konca. Učenca utišaš tako, da klikneš nanj, torej, ko imate učenca v vašem srečanju in v bistvu z miško greste na njegovo sliko in v desnem zgornjem kotu je lepo mute in kliknete na mute. Tako da in s tem, ko na mute kliknete, ga utišate. Če imate pa že v nastavitvah že vnaprej, da se on lahko sam unmuta, si pa to predhodno v nastavitvah določite, da se ne more. Torej, to je to. Torej, tukaj pod varnost imate in seveda tudi tukaj, zdaj žal sama nimam učence, ampak karkoli bi bilo, vi lahko tudi s posameznimi vprašanji se lahko obrnete na moj mail, mi pošljete in vam z veseljem pomagam. Tudi sama se še zmeraj kaj novega naučim. To je tudi v redu, če oni samo s klikom pridejo. Ampak tukaj bi želela, predvsem je tukaj vaša zasebnost. Torej, da ste vi dejansko v svoji virtualni učilnici, da ne more vsak, da ne bi prišlo slučajno do morebitne zlorabe. In zato sem se sama zaščitila s tem, da ima vsak razred svoj ID in geslo. Tudi moji starši, zelo radi moji starši, jaz jim zmeraj rada rečem moji starši, torej starši mojih učencev, to je tudi super stvar za govorilne ure. Vse se lahko pogovoriš, če je karkoli, so že tako in tako učenci navajeni rabe tega orodja. Tako da sedaj pa moj čas že kmalu bo potekal. Upam, da sem vam odgovorila na vsa vprašanja, če pa karkoli nisem, z veseljem vam bom odgovorila na vprašanja, ki mi jih boste poslali na mail. Hvala še enkrat in lepo se imejte, srečno in mi zmoremo. Smo že zelo, zelo utrujeni, ampak samo še en mesec pa bo. Hvala še enkrat za to priložnost in lep večer še naprej. In
še to, da ne bom pozabila, ko se zaključi predstavitev, daj toliko govorim, da že skušam kaj pozabiti, vas bi prosila, da izpolnite anketo. Najlepša hvala. Srečno. Adijo.